Prvi regionalni kviz, samo na Sport klub televiziji. Rizik ili oprez? Vi birate. Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli. Takole nas je ob tretjem četrtfinalu četrte sezone oddaje Tvegaj ali počakaj pozdravil avtor in voditelj oddaje Krešimir Karačić. V četrti sezoni se med seboj merijo sportklubovi komentatorji in novinarji, tokrat pa nas čaka hrvaški derbi dveh Krešimirjev kolegov. Najprej predstavljamo Gorana Stojanovića, teniško legendo, na drugi strani pa košarkarski strokovnjak Marin Mrduljaš-Babo. Tokrat torej v obračunu sportklubovih komentatorjev merita moči dva hrvaška komentatorja. Teniški in košarkarski strokovnjak, najprej vprašanje za Marina. Ja, nekako Krešimir poizkuša spodbuditi spomin na katero izmed napak, na kakšen kiks. Vsakdo izmed komentatorjev seveda storil kakšno napako. Marin pravi: dobro se počutim, seveda vsakič, ko tekmujem v kvizu, se počutim dobro. Če se spomnim svojega kiksa, pa se spomnim odbojke, bila je ura 4 zjutraj, tekma med Dominikansko republiko in Kenijo. Kot pravi Krešimir, to je bil spektakel. In ob izidu 9-5 nekje sem zaspal in zbudil sem se ob izidu 17-10. Minilo je kar nekaj točk. Ja, takole sta se nasmejala temu spominu Marina tudi Goran in Krešimir. Najbrž ima vsak izmed komentatorjev, ki je pogosto delal ponoči, kakšno izmed takih anekdot. Kot pravi Marin, nihče ni tega opazil, vsem se je to že kdaj zgodilo. Goran, imaš ti kakšno takšno anekdoto? Ja, veliko podobnih napak imam tudi sam, kiksi so vselej neizbežni. Ne gre zgolj za eno napako, temveč za kar precej teh napak, ki se jih je zbralo v karierah komentatorjev. Pravi, včasih se niti ne zavedaš, kasneje dojameš, kaj si storil. Pogosto si ogledam prenose, ki sem jih naredil kasneje v posnetkih, in na ta način tudi vidim, kaj je potrebno popraviti in kaj lahko spremenim. Šele ob ogledu svojih komentiranj lahko spoznaš kakšno napako, ki si jo naredil in se je v tistem trenutku sploh nisi zavedal. Seveda se tu lahko absolutno strinjamo. Kot pravi, pogosto se mi je zgodilo po noči, ob nočnih prenosih se ta težava pogosto pojavi, še posebej ob tenisu. Spominjam se, da sem nekoč komentiral od polnoči do 11. Ko sem stopil iz komentirnice, so me vprašali fantje, ali potrebujem zdravniško pomoč. Zgodilo se mi je seveda, da sem že zadremal tudi za nekaj sekund, ampak nikoli nisem zadremal za pol niza, kot je to uspelo Marinu. Se je pa tudi meni zgodilo, pravi Goran, da sem nekoč rekel 15:30 ob komentiranju tenisa. Na semaforju je bil izid 40:15 in vprašal sem se, zakaj sem sploh rekel, da je 15:30. Enostavno se je zgodilo. Morebiti pa sem zaspal in v mislih videl nek drugi izid. Ja, zgodi se res, še posebej ob nočnih komentiranjih, kar je seveda ob tenisu pogosto, kot pravi Goran. Si kdaj smrčal v etru? Ne, nikoli nisem zaspal, bolj zadremal sem. Po resnici pa se niti ne spomni, če je kdaj smrčal, bi mu najbrž kdo drug povedal, ob 4 zjutraj pa niti to ni nujno. Krešimir pravi, moje napake bi lahko zbrali in najbrž bi imeli kar dolgo oddajo, a nikoli nisem zaspal. V uri kviza je to precej težko. Pa poglejmo žreb letošnje sezone. Kot rečeno, gre za četrto sezono, v kateri se merijo sportklubovi novinarji in komentatorji iz vse regije. V začetku smo imeli 6 komentatorjev iz Hrvaške, 6 komentatorjev iz Srbije, po 2 iz Bosne in Hercegovine in Slovenije. Goran Obrez pa je tisti, ki je zaenkrat v polfinalu in za katerega bomo seveda navijali ob obračunu s Sašem Živkom, ki ga čaka. Še predtem pa hrvaški derbi danes in pa naslednji obračun dveh srbskih komentatorjev. Še pravila kviza, 20 vprašanj čaka oba tekmovalca, na vsako vprašanje bosta imela ponujeno temo in lahko bosta vložila bodisi 2, 4 ali 6 točk, glede na to, kako samozavestna bosta. Če ne bosta vedela odgovora, bosta dobila 4 ponujene možnosti, na ta način tudi polovico vloženih točk. Tisti prvi mora nujno odgovarjati na vprašanje, drugemu to ni potrebno storiti.
viziji. Na koncu po 20 vprašanj pa nas čaka še zadnje ključno vprašanje, kjer bosta tekmovalca skrivoma vložila zbrano število točk in videli bomo seveda, kdo bo na koncu kviza imel večje število točk in kdo je tisti, ki se bo pomeril v polfinalu. Oba sta seveda že tekmovala v kvizu, oba sta že slavila v osmini finala, nenazadnje je Goran Stojanović premagal Dejana Obreza v obračunu, v katerem je Dejan sicer igral zelo dobro, na koncu nekaj sreče za hrvaškega komentatorja. Prva tema pa tujci na klopi. Kateri angleški premierligaški klub je imel od leta 2000 do danes na klopi kar 5 italijanskih trenerjev? Chelsea je pravilni odgovor. Chelsea je imel sicer kar 6 italijanskih trenerjev, to so bili Viali, ki je bil še trener leta 2000, potem Ranieri do leta 2004, Ancelotti, pa Roberto Di Matteo, Antonio Conte in na koncu še Maurizio Sarri. Ja, Gianluca Viali je bil med leti 98 in 2000, tako da je bilo pravzaprav 6 trenerjev, vseeno pa 2 točki dobi Goran Stojanović. Druga tema pa gostitelji svetovnega prvenstva, tokrat kot prvi odgovarja Marin in vlaga 2 točki. V katerem športu je Hrvaška gostila svetovno prvenstvo za ženske leta 2003, Srbija pa 10 let kasneje? V katerem športu je torej Hrvaška gostila svetovno prvenstvo za ženske leta 2003, tega bi se Goran in Marin lahko spominjala. Srbija pa je bila torej gostitelj prav tako svetovnega prvenstva za ženske v letu 2013. 20 sekund imata tekmovalca na voljo in ja, tokrat je Marin odgovoril pravilno. Ob zaključku čas se je že iztekal, rokomet pa pravilni odgovor. Leta 2003 evropsko oziroma svetovno prvenstvo na Hrvaškem, slovenske reprezentantke so igrale v Čakovcu in na Reki. Finale je potekal potem v Zagrebu. V decembru leta 2013 pa Brazilija do svetovnega naslova v zmagi nad Srbijo, tedaj Slovenki in tudi Hrvatic ni bilo na tistem svetovnem prvenstvu. Tretja tema pa poveži športnika in športnico s športom. Tokrat odgovarja Goran in vlaga 2 točki, še naprej igra previdno Goran Stojanović. Vprašanje pa se glasi: v katerem športu sta številne olimpijske medalje osvajala Rus Vladimir Artemov in Romunka Daniela Silivaš? Goran ne ve pravilnega odgovora, ponudil bo možnost Marinu. No, sedaj pa 4 ponujeni odgovori. Ali sta blestela v gimnastiki, ali v dvigovanju uteži, ali v vaterpolu, morebiti v veslanju. Goran Stojanović tokrat mora odgovarjati Marinu. Ni potrebno. Dvigovanje uteži ni pravilni odgovor. Kaj pa Marin pravi? Vaterpolo ni. Veslanje ali gimnastika? Veslanje. Rusi, Romunjka, to bi mogla biti ta gimnastika. Gimnastika je pravilni odgovor. 56-letni Sovjet Vladimir Artjemov je blestel na olimpijskih igrah v Seulu. Bil je tudi svetovni prvak, kasneje je emigriral v Združene države Amerike. Daniela Silivaš, sedaj 48-letnica iz Romunije, je prav tako osvojila do 6 zlatih, prišla je do 6 zlatih odličij na olimpijskih igrah, 3 je osvojila v Seulu, tudi ona je kasneje emigrirala v Združene države Amerike, kjer še vedno živi. Torej, Vladimir Artjemov in Daniela Silivaš sta blestela v gimnastiki, še posebej pa sta bila vrhunska na tistih olimpijskih igrah v Južni Koreji leta 1988 v Seulu. Četrta tema: nogometni prestopi. Marin vlaga 2 točki. Iz katerega kluba je francoski čudežni deček Kylian Mbappé prestopil v Paris Saint-Germain? Kje je torej igral zdaj 22-letni Parižan, predno je prestopil v PSG? 10 sekundi. Koliko imaš 10? Marin, strokovnjak za košarko, o nogometu ne ve dosti, ima še 5 sekund na voljo. Monako je pravilni odgovor. Med leti 2015 in 2018 je igral za člansko ekipo, še predtem je bil v mladinskem moštvu iz Kneževine. 41 nastopov je zbral za Monako in dosegel 16 zadetkov. Francoski reprezentant, sedaj član PSG-ja. Naslednja 5. tema pa znova za Gorana, ki je pri 1 točki. Marin je že pobegnil na 5 točk. Preštej igralce pa je
tema za Gorana. 4 točke tokrat vlaga Goran, končno nekaj tveganja v kvizu. Koliko igralcev skupno stoji na igrišču ob začetku ragbi tekme? Naprej, Goran se ne spozna na ragbi in niti ne bo pustil čas teči. Kaj pa Marin pravi? Neću riskirati puno. Tudi on ne bo tvegal. 28, 26, 30 ali 32. 4 točke je vložil Goran, torej sedaj sta v igri 2 točki. Polovica tistih vloženih se ponudi ob ponujenih odgovorih. Goran pravi, ne vem, a moral bo ugibati. C30 sreče pa ima dovolj. Na vsaki strani po 15, 30 je pravilni odgovor. Ja, pravilno je zvenelo v glavi. Vseeno pa srečno Goran do 2 točk. In sedaj je pri 3 točkah. Nekoliko se je približal Marinu, ki ga čaka 6. tema. 6. tema pa košarkarski selektorji, tokrat tema, ki bo šla res na voljo Marinu. Otvorena ova 4, onda sam siguran bio da je 30. Ja, tudi Marin je bil prepričan, da gre za 30-terico, a vseeno ne bi ugibal, dokler ni videl ponujenih odgovorov. Kaj pa sedaj košarkarski selektorji? 6 točk seveda bo tvegal Marin. Sedaj vprašanje za Baba, kot ga imenujejo. Kako se imenuje aktualni selektor španske reprezentance, ki je z La Rojo osvojil naslov svetovnih prvakov? Sergio Scariolo. To je bilo lahko vprašanje za Marina Mrduljaša. Baba, ja, košarkarski strokovnjak, za katerega smo vedeli, da je bil tudi v samem štabu hrvaške reprezentance v preteklosti. Sergio Scariolo pa 59-letni Italijan iz Breše, ki je osvojil tudi srebro in bron na olimpijskih igrah, svetovno prvenstvo pa nazadnje na Kitajskem leta 2019 zaključil z zlatim odličjem za Španijo. Sergio Scariolo, torej pravilni odgovor. Marin Mrduljaš. Babo je prišel do 6 točk, kot pravi, prvič sem tako tvegal, da sem vložil 6 točk. Sedaj pa 7. tema, najboljše na svetu za Gorana. Koliko bo tvegal? 2 točke, ne spozna se ravno na ženski šport. V katerem ekipnem športu so aktualne svetovne prvakinje Nizozemke, pri čemer so v finalu leta 2018 premagale Irke? V katerem športu so torej aktualne svetovne prvakinje Nizozemke v zadnjem finalu leta 2018 ugnale irsko reprezentanco? Nobeden izmed njiju ne ve, ali gre za nogomet, za lacrosse, za vaterpolo ali za hokej na travi. Goran znova mora odgovarjati, Marinu ni potrebno, hokej na travi pa je pravilni odgovor. S 6-0 v Londonu so Nizozemke premagale irsko reprezentanco in ubranile naslov. To je bil zanje 8. naslov svetovnih prvak in daleč najuspešnejše so. Na drugem mestu Argentina z 2 naslovoma, torej Nizozemska res tista ekipa, ki v ženskem hokeju na travi pač nima konkurence. In tako je bilo tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu. Kakšno vprašanje pa bo dobil Marin? Velikani namiznega tenisa. Koliko bo tokrat vložil Marin? Najbrž ne 6 točk, kajti ni košarka. 4. Logično. Vprašanje pa. Legendarni hrvaški igralec namiznega tenisa, Dragutin Šurbek, je osvojil 2 naslova svetovnega prvaka med dvojicami. Do prvega zlatega odličja je prišel v paru z Antonom Stipančićem. S kom pa je prišel do drugega zlata? S Kalinićem? Ja, oče Nikole Kalinića, košarkarja Valencije, je Zoran Kalinić, preminuli športnik pred kratkim, ki je v svoji karieri osvojil tudi 3 bronaste medalje v posamični konkurenci, leta 1979 pa je Dragutin Šurbek s Stipančićem osvojil naslov svetovnega prvaka, leta 1983, kot rečeno, pa z Zoranom Kalinićem. Odlično je Marin vedel, tokrat odgovor na pravilno vprašanje zelo dobro igra Babo. 9. tema pa za Gorana. Teniški trenerji. Kateri Srb je treniral Filipa Krajinovića, Iva Karlovića in Andrejo Petković? Danes pa vodi Damirja Džumhurja. Goran se seveda spozna na tenis in tole je zanj najbrž lahko vprašanje, tako je. Petar Popović, trener iz Novega Sada, ki je bil trener najprej Iva Karlovića, potem Andreje
Petković med leti 2010 in 2013, nato znova Iva Karlovića do leta 2017, ko je prevzel Krajinovića, sedaj pa, kot pravi temperamentni Popović, trener Džumhurja. Spominjam se, kako je igral Karlović pod njegovim vodstvom, to je bilo res dobro sodelovanje s Petrom Popovićem, tedaj je Hrvat igral odlično. Tudi Krešimir Karačić se spominja karijere med Popovićem in Nemko Petkovićevo, s katero sta tudi odlično sodelovala, vsekakor pa torej Petar Popović, eden izmed velikanov med teniškimi trenerji, ki ga je Goran hitro prepoznal. In si tudi prislužil paket točk. Približujemo se polovici. 10. tema individualne lovorike za Marina. 2 točki vlaga. V katerem športu lahko osvojite lovoriko Cona Smithija za najboljšega igralca končnice? Gre za lovoriko Cona Smitha. Košarka, ameriški nogomet, hokej na ledu ali bejzbol, pa je na voljo 4 ponujeni odgovori, Marin tokrat mora ugibati. Košarka najbrž ve, da ni. Ameriški nogomet, hokej na ledu in bejzbol pa mu preostanejo. 2 točke je vložil, torej samo še 1 točka ostaja v igri. C, hokej na ledu, pravilni odgovor. Po nekdanjem trenerju in direktorju Toronto Maple Leafsov, Conu Smithu, se imenuje od leta 1965 ta lovorika, ki se torej podeljuje najboljšemu igralcu končnice. Največkrat jo je dobil Patrick Roy 3-krat. Sedaj smo na polovici, po 10 vprašanjih, 16 točk za Marina in 10 za Gorana. Marin, kako se ti počutiš? Zelo sem zadovoljen, veliko odgovorov sem vedel, pravi. Košarka je padla v pravem trenutku. Tudi na namizni tenis se spoznam, še posebej na zgodovino le-tega. Zadovoljen je torej s svojim dobrim nastopom zaenkrat Marin Mrduljaš. Babo, res igra bolje, kot je igral v osmini finala. Kaj pa Goran? Mene je Babo presenetil 2-krat, namreč vložil je 6 točk na temo. To je tista prva stvar, zaradi katere me je presenetil, druga stvar pa zato, ker je pokazal res odlično znanje. Nisem razočaran nad svojim nastopom, nisem imel veliko kiksov in imam 6 točk zaostanka. Tisto, kar je on vedel, sem vedel tudi sam, ostalega nisem ravno vedel in nisem želel ugibati. Kot pravi Goran Stojanović, vedel sem za Karlovića in Scariola. Zanimivo in napeto je. Marin, ali si prvič vložil 6 točk? Ne, ko sva bila z Ivanom Ivkovićem v finalu, sem že vložil 6 točk, mora biti celo 2-krat. Ivan Ivković, ki ga je Goran Obrez v zadnjem obračunu ugnal in prišel v polfinale, je namreč slavil tisti prvi sezoni kviza Tvegaj ali počakaj in tedaj je Babo v finalu vložil 6 točk, kar je bilo prvič. Danes smo torej videli zgodovinski trenutek, veliko tveganja strani Baba. 11. tema, isti priimek športnice in igralca. Tokrat za Gorana. Koliko bo vložil Goran? 4 točke. Pa slišimo vprašanje, ki se torej glasi. Kako se piše britanska maratonka, bivša svetovna prvakinja in rekorderka ter zmagovalka 3 londonskih maratonov? Priimek si deli z igralcem, ki je upodobil lik Harryja Potterja. Kako se torej pišeta ta dva omenjena športnica in igralec? Ne ve Goran, kaj pa Marin? Tudi on ne. Radcliffe, Felton, Wood ali Watson? 4 ponujeni odgovori, tako je Goran vedel, da je to Radcliffe. Ja, Daniel Radcliffe, 31-letni angleški igralec, in Paula Radcliffe, 47-letna tekačica, zmagovalka na londonskem maratonu, tudi nekdanja svetovna prvakinja. Paula Radcliffe, zanimivo, sicer višja od Daniela za 8 cm. 2 točke je osvojil Goran, na koncu torej vseeno do pravilnega odgovora Goran Stojanović. Sedaj pa 12. tema za Marina Mrduljaša Baba. Ja, kot pravi Krešimir, zelo sem navezan na Harryja Potterja. Še posebej njegove nečakinje so ga nekoliko navadile na to, da je spremljal vse filme, v katerih je torej igral Daniel Radcliffe. 12. tema, hat-trick za Marina. 2 točki vlaga. Tema bo nam blizu. Kateri slovenski nogometaš je dosegel 3 zadetke proti Hrvaški ob remiju na polju do leta 2097 v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v nogometu?
Bio sam na toj utakmici. Marin pravi, bil sem na tej tekmi, Primož Gliha pa je pravilni odgovor. Sicer bi vprašal, zakaj smo fantje. Fantje. Med vatrenimi in fantje. Vsekakor, kakorkoli nas poimenovali, tedaj res odlična predstava napadalca iz Ljubljane. Na 28 reprezentančnih nastopih je dosegel 10 zadetkov, 2. aprila leta 97 na tistem obračunu na Poljudu pa je prinesel točko, ki se je seveda še vedno radi spominjamo. 18 točk ima Marin, 12 točk Goran. Dobro znanje zaenkrat kažeta oba precej boljše kot v drugem četrtfinalu in nekoliko slabše, kot sta ga kazala Goran in Ivan v tistem res briljantnem prvem četrtfinalnem merjenju moči. 13. tema pa cela kariera v enem klubu. 4 točke vlaga Goran, mora nekoliko več tvegati. V katerem NBA klubu je celotno 14-letno košarkarsko kariero preživel legendarni Joe Dumars? Detroit Pistons, tole bi najbrž Marin vedel, ampak Goran prav tako ve, kaj je pravilni odgovor. Med leti 85 in 99 je torej Joe Dumars 14 sezon zapored igral pri Pistonsih. Isaiah Thomas je bil ob njem, ko sta leta 89 osvojila prvi, pa leta 90 še drugi naslov v NBA ligi. Ob tistem prvem je bil Dumars tudi najkoristnejši igralec finala. Točke tokrat za Gorana, 4 točke je osvojil in se približal Marinu. 14. tema pa za Baba. Večkratni svetovni prvak se glasi. 2 točki vlaga. V katerem športu velja Filipinec Rafael Paink Nepomuceno za najvidnejšega predstavnika vseh časov? Rafael Paink Nepomuceno je pravilna izgovorjava tega športnika. Niti Marin, niti Goran se ne spoznata na ta šport in po njeni odgovori so kriket, skvoš, badminton ali kegljanje. Ja, kot se je pošalil Krešimir, ne ravno najbolj popularni športi na Hrvaškem. Marin bo moral znova ugibati. Kriket, skoš, badminton. Morebiti bi lahko šel s samim poizkusom izločanja, v katerih športih bi Filipinec lahko bil dober. Tokrat ni časovne omejitve, bo pa Marin vseeno imel omejitev, ki mu jo bo ponudil Krešimir. D, znova sreča za Marina. Kegljanje je pravilni odgovor. 4-krat je bil svetovni prvak Rafael Paink Nepomuceno, nazadnje leta 1996. 64-letnik je filipinska zvezda, pravi Krešimir Karačić. Ja, predtem je Goran govoril o tem, da gre običajno za veliko trikov, ki jih imamo na tem kvizu. In tokrat se mi je zdelo, da je kegljanje ta trik, ki si mi ga namestil, pravi Marin, in pravilno je ugotovil. Pravilni odgovor torej za Marina. Še naprej veliko točk za oba. 15. tema pa isto ime, različen šport. Tokrat odgovarja Goran Stojanović. Ne ve še, da gre za tenis. 4 točke, vseeno se mu je znova nasmehnila sreča. Kateri Grand Slam turnir se enako imenuje pri golfu in tenisu? US Open je pravilni odgovor. Ja, Wimbledon, French Open, Australian Open in US Open, med temi 4 ponujenimi odgovori bi hitro vedeli, da gre za odprto prvenstvo Združenih držav Amerike. Goran je prevzel vodstvo. Koliko bo tokrat tvegal Marin, ki je prvič v zaostanku, odkar se je začel tale obračun četrtfinala? U golfu u kojem također imamo 4 ta velika turnira. Ja, tudi pri golfu 4 Grand Slam turniri in eden izmed njih US Open. 16. tema pa gostitelji prve izvedbe. Tokrat vprašanje za Marina. Krešimir vedno bolj uživa, tekmovalca pa sta vedno bolj nervozna. Koliko bo vložil Marin tokrat? 2 točke. Dovolj bo za vodstvo. Prva izvedba svetovnega pokala v vaterpolu je bila izpeljana leta 1979 v Beogradu in v katerem hrvaškem mestu? Prvi svetovni pokal v vaterpolu leta 1979 je potekal v tedanji Jugoslaviji, v Beogradu in v katerem hrvaškem mestu. Niti Marin, niti Goran ne vesta. Split, Zagreb, Reka in Osijek pa na voljo med 4 ponujenimi odgovori.
Potem, ko se je na svetovnem prvenstvu v Berlinu leta 1978 med osmerico najboljših pojavila ideja o svetovnem pokalu v vaterpolu, je leto dni kasneje svetovni pokal v vaterpolu gostil Tašmajdan v Beogradu in pa Reka na Hrvaškem. Mađari so bili prvi, Jugoslovani tretji. Znova pravilni odgovor, tokrat Marinu, ki je dobil točko, izid pa poravnan na 20. Ja, težko bi bolj napet obračun pripravil Krešimir, kot ga je. 17. tema pred nami, tokrat za Gorana. Azijske države na olimpijskih igrah pa se glasi. Koliko točk bo tokrat vložil Goran? 2. Katera med azijskimi državami, ki s celim obsegom leži na tem kontinentu, je najuspešnejša v zgodovini zimskih olimpijskih iger? Katera med azijskimi državami, ki torej s celim obsegom leži na tem kontinentu, tu izločimo nekdanjo Sovjetsko zvezo in sedanjo Rusijo, je najuspešnejša v zgodovini zimskih olimpijskih iger? Pa poglejmo. Japonska, Iran, Kitajska ali Južna Koreja? Najbrž veste, da Iran ni uspešen, seveda Iran na poletnih olimpijskih igrah v številnih panogah, še posebej v rokoborbi, na zimskih olimpijskih igrah pa veliko uspeha iranski športniki nimajo. Med tremi preostalimi pa bo potrebno izbirati in Goran je izbral Kitajsko, kar ni pravilni odgovor. Kitajci imajo 62 medalj, Japonci jih imajo 58, Južna Koreja pa jih ima 70. Tudi največ zlatih med omenjenimi tremi, ki pa so si zelo blizu. Vsekakor torej Južna Koreja najuspešnejša v tem trojčku zelo uspešnih azijskih držav na zimskih olimpijskih igrah. Točko je izgubil tokrat Goran, Marin pa ima na voljo 18. temo. Poslednji Južnoameričan, oziroma zadnji Južnoameričan, nekako v slogu poslednjega Mohikanca. Htio sam reći posljednji Mohikanac. 2 boda. Pa ohranimo poslednji. Kateri je poslednji južnoameriški tenisač, ki je osvojil Roland Garros oziroma odprto prvenstvo Francije? Tokrat bo najbrž Goran vedel, kajti to je vprašanje iz njegove stroke. Koliko pa bi Marin o tenisu in o zmagovalcih Roland Garrosa? Kdo je torej zadnji Južnoameričan, ki je slavil na odprtem prvenstvu Francije? Še 3 sekunde ima na voljo Marin. Nima jih več. Sedaj pa Goran, pa poglejmo. Gaston Gaudio je pravilni odgovor. To je bilo leta 2004 proti Guillermu Corrii. 8-6 je slavil v zadnjem odločilnem 5. nizu. Še predtem pa Gustavo Kuerten, trikrat najuspešnejši med leti 97 in 2001. Ja, kot pravi Krešimir Karačić, eden izmed najbolj čudežnih preobratov, ne samo v zgodovini Roland Garrosa, temveč nasploh v tenisu. Tedaj je Correa vodil z 2-0. V nizih imel je tudi break prednosti, v 3. nizu pa je vseeno Gaudio prišel do preobrata. Gomez še pred Kuertnom, potem pa, kot rečeno, leta 2004 zadnji Južnoameričan, ki je slavil na odprtem prvenstvu Francije, potem pa brez uspeha latinskoameriških tenisačev. 19. tema predzadnja za Gorana. Država rojstva. Pri ovom rezultatu stvarno... Pri tem izidu seveda najbrž ne bo tvegal. Osim 2 boda, jer nemam pojma, svašta tu može. 6 točk zagotovo ni vredno vlagati, 2 točki pravilno vlaga Goran. V kateri državi sta se rodila legendarna nizozemska nogometaša Clarence Seedorf in Edgar Davids? V kateri državi sta se torej rodila legendarna nizozemca Clarence Seedorf in Edgar Davids? Ako kažem dalje... Slutim, pravi Stojanović. Babo bi to isto mogao znati. Tudi Babo bi utegnil vedeti, za katero državo gre. Surinam pa je pravilni odgovor. Šele potem, v tistih zadnjih sekundah, je Goran ustrelil. Surinam, pogosta država, iz katere izhajajo številni nizozemski nogometaši. Paramaribo oziroma Parbo, prestolnica, iz katere izhajata, oba sta se kot otroka preselila na Nizozemsko. Seedorf pri 2, Davids pri 4 letih. 20. tema, zadnja v rednem delu pa za Marina. Ja, čaka nas zadnje ključno vprašanje in zelo zanimivo bo ob tem, še predtem pa 20. vprašanje, zadnje v rednem delu. Karate tema za Marina. Glede na nasmeh najbrž nima ravno črnega pasu.
Vložil bo, Šta će predlagam, dati 4 boda, ajde. 4 točke. Dobro, vseeno, tokrat preseneča Marin. Kako se imenuje najbolj razširjena in najpopularnejša svetovna šola oziroma stil karateja, ki so jo iznašli člani družine Funakoshi? Dalje. Naprej, pravi Marin, koliko se na borilne veščine spozna Goran, tudi nekaj dosti, pa poglejmo, ali je to Vado Ryu, Kyokushin, Goju Ryu ali Shotokan. Mislim, da je jasno. Ovo je. Što ti zvuči, ja? Da, ne zvuči ništa. No ja, Marin pravi, na nikakršne asociacije nima. Nič mi ne odzvanja tokrat v glavi, moral pa bo nekaj reči. In časa nima na pretek. A, Vado Ryu nije to. Vado Ryu ni pravilni odgovor, kaj pa Goran? Pa, koliko god se smijao, ali ja... Čeprav se je tudi predtem režal, pa bo sedaj tudi on kalkuliral. Upam, da bom izgovoril pravilno. Gichin Funakoshi in njegov sin Giko Funakoshi sta na prehodu v 20. stoletje osnovala najpopularnejšo in najbolj razširjeno svetovno šolo karateja, to je Shotokan. Reći iskreno, nisam to mislio. Sva sreća da nisam odgovorio. Goran ni mislil, da gre za Shotokan. Glede na to, kako sta se oba nasmejala, res nista imela pojma. Shotokan pa ja res široko znana, kot pravi Krešimir, očitno na Hrvaškem ni zaživela. V Sloveniji zelo znana in seveda imamo številne Shotokan klube, ki uspešno delujejo, tako da verjamem, da bo za marsikoga to 20. vprašanje precej lahko. Pa poglejmo, kako sta zadovoljna. 23 točk ima Goran Stojanović, 18 točk Marin Mrduljaš. Goran je uspel obrniti izid sebi v prid v tem drugem delu, Babo pa vseeno, kljub temu, da je igral dobro v teh zadnjih nekaj vprašanjih, vseeno ni prišel do pravilnih odgovorov, vlagal je tudi manj točk. Goran pravi, zadovoljen sem, pred nami pa predvsem zadovoljstvo zato, ker bomo imeli napet zaključek z zadnjim vprašanjem. To su nijanse što je Stojko rekao, možda sam treba neki put više uložiti, ali ko će Detajli so tokrat odločali, morebiti bi moral vlagati več točk, to da vlagal sem veliko točk na namizni tenis in na košarko, kar sta bili njegovi polji. V tem kvizu pravi Marin je vselej potrebno nekako odgovoriti na tistih nekaj ključnih vprašanj, na tistih 5-6, na katere imaš odgovor, na 5-6 imaš potem malo sreče, pri preostalih vprašanjih pa najbrž nimaš pojma. Priznala tokrat Marin. Vseeno sta dobro odigrala, iskreno rečeno, 23 točk za Gorana in 18 točk za Marina, dober seštevek, obetavno. Pa poglejmo sedaj še zadnje glavno vprašanje. Predtem boste morala tako Goran kot Marin vložiti določeno število točk. Goran jih ima na voljo 23, ki jih lahko vloži. Marin lahko vloži od 1 do 18 točk. Seveda morate sedaj nekoliko kalkulirati, špekulirati in upati na to, da boste imela predvsem pravilni odgovor. Ja, seveda sedaj odgovarjaš. Kaj boš odgovarjal, če še ni vprašanja, Marin? Ne glede na to, da je že tolikokrat igral ta kviz, se je tudi on zmedel. Goran je že poslal svoj skrivni vložek. Tudi Marin, sedaj nam bo Krešimir to vse skupaj razkril. Goran je vložil 14 točk. Marin pa 8. Precej slaba taktika Gorana. Torej, če Goran ne bo imel pravilnega odgovora in če ga tudi Marin ne bo imel, ga bo Marin prehitel za točko. No, poglejmo. Zadnje ključno vprašanje. Sve jasno. Na katerem kultnem stadionu sta bili odigrani finalni tekmi svetovnega prvenstva v nogometu leta 1970 in 1986? Počasi boste dobila 20 sekund na voljo, zato da odgovor posredujete Krešimirju in videli bomo, koliko se spoznata torej na nogomet in na zgodovino mundialov oziroma svetovnih prvenstev v nogometu. Kje je torej potekal finale leta 1970 in takisto finale leta 1986 na katerem kultnem stadionu? Marine, čuo si me, jesi? Jesam. Glede na to, kako počasi pišete, mislim, da se ima ne svita. Naj povem, da gre za stadion, kjer je bilo največ tekem v zgodovini svetovnih prvenstev v nogometu. Kar 11 jih je bilo odigranih na tem stadionu.
Stadion sedaj sprejme 88 tisoč gledalcev, rekordnih 120 tisoč jih je prejel, ne na omenjenih finalnih tekmah. Pa poglejmo. Marin pravi v Meksiku oziroma v Mehiki. Ne more se pa spomniti imena. V Mehiki je pač napačen odgovor, kajti to ni ime stadiona v Mehiki. 14 točk jih je vložil Goran, pa je Mexico Vid. Mexico City je želel reči, kar tudi ni pravilni odgovor. Pravilni odgovor je Stadion Azteca oziroma Estadio Azteca. Zadela sta, gre za kultni stadion v Mexico Cityju, v prestolnici Mehike, največji stadion v Mehiki. Na tistem prvem svetovnem prvenstvu leta 1970 so Brazilci v finalu ugnali Italijo 4:1, na drugem je slavila Argentina nad zahodno Nemčijo s 3:2 leta 1986. Za točko je na koncu slavil Marin, oba sta kiksnila na tistem zadnjem vprašanju, vseeno pa Marin do zmage. Kot pravi, vrnila se mi je sreča po tistem prvem finalu proti Ivkoviću, ko sem imel nekaj taktične smole, lahko bi vložil 6 ali 9 točk, rekel sem 8 in imel neverjetno srečo. Ja, za eno samo točko je prišel do zmage, torej Marin, žal mi je za Gorana, priznava Krešimir. Goranu pa ni žal, oba sva igrala dobro, pravi, eden je moral izpasti. Nekako sem igral na svoje znanje in morebiti bi si lahko zagotovil zmago tudi z bolj taktičnim izborom. Enostavno sem vložil veliko število točk, bolj bi bilo pametno, če bi bil precej bolj previden, glede na to, da sem vodil. Nisem se spomnil imena, pravi. Čestitke Marinu, srečno babo. Še nikoli ni bilo neodločeno. Spremljamo 4. sezono kviza Tvegaj ali počakaj in še nikoli ni bil izid neodločen. Tudi v letošnjem letu, ko spremljamo obračune komentatorjev iz vseh sportklubov iz celotne regije, morebiti bi si tokrat res zaslužili podaljšek. Marin pravi, znova si v polfinalu. Morebiti je to moj najboljši naslov po kvizu doslej. Stojko je bil odličen, oziroma Goran Stojanović Stojko je igral dobro. Nekaj podrobnosti je odločilo, ena žoga oziroma koš ob zvoku sirene, če pove seveda Marin v svojem košarkarskem žargonu. Lahko bi vložil koliko točk, nekako se je poklopilo z osmico. Res prava drama, ki smo ji bili priča tokrat ob tretjem četrtfinalu kviza Tvegaj ali počakaj. In dobili smo torej predstavnika v polfinalu, to je Marin Mrduljaš Babo. V naslednji oddaji nas čaka še zadnji četrtfinale med dvema srbskima komentatorjema. Izvedeli bomo, kdo bo še četrti predstavnik v polfinalu, potem pa seveda že obračuni polfinala tudi s našim Goranom Obrezom. Hvala za pozornost, seveda še naprej spremljajte kviz Tvegaj ali počakaj na sportklubovih programih na YouTube kanalu in na naših družabnih omrežjih. Do slišanja. Pozdrav.